Živijo v novem vlogu, začenjata se dva zelo pestra dneva, zato ker danes prihaja električar, ki upamo, da bo v enem, dveh dneh zrihtal vse štekarje in vso elektriko, tudi električno omarico. Tako da ja, bo to končno zaključeno in končno bomo videli, ali sva vse prav napeljala, vse cevi, ki sva jih polagala. Potem pa jutri pridejo še mojstri, ki bodo vgradili steklena vrata in eno okno. Tega se res ful veseliva, ker pričakujeva veliko razliko v hiši. Tako da ja, upamo, da bo vse v redu. Ja, malo me sicer skrbi, ker so zdaj že tla nova in stene nove, tako da, ampak bo pa treba odprtino delati na novo, se pravi, tle še ni vrat, kjer bodo zdaj, tako da bo kar orang delo in upava, da ne bo nič poškodoval. Bova sicer zaščitna najbolj, kar je v najini moči in ja, upala, da bo vse okej. Malo updata. Včeraj so uspešno zmontirali okna in v zadnjih 2 dneh je električar tudi uspešno vse zrihtal. V bistvu tičence sem na koncu jaz zvezal, je rekel, da jih pomot lahko, da bo hitreje šlo. On je pa pol stikala pa glavno električno omarico zrihtal, pa še ene par malenkosti smo imela, no, ampak sva kar veliko sodelovala. Na koncu smo vse probali, luči sicer še nimava, ampak smo eno žarnico gor na vsako luč priklopili in vse dela, tako da to je res, jaz sem si ful oddahnil, no, da takrat, ko sva pripravljala napeljavo, da je bilo vse v redu in da nikjer noben kabel ni manjkal in da je bilo vse povezano tako, kar je treba, tako da zdaj vse funkcionira in ni treba razbijati zidov spet. Ja, električar je dal roko Give me 5 in ga pohvalil, da je dobro to napeljavo naredil, tako da ful dober. Pa tudi, ja, včeraj so te okna zrihtali, ful je fajn, da v leseni hiši, da to vse naredijo v enem dnevu. Sicer so se kar namatrali, da so pač te brune izrezali in naredili luknje, ampak ja, so vse uspeli zrihtati. Edino napačen prag pri steklenih vratih so dostavili, tako da zdaj praga nimava, ga morava novega naročiti. Ampak ja, drugače pa zelo fajn izgleda in ful več svetlobe v dnevni sobi in v kuhinji in ja, pač res je ful velika razlika tudi gor na hodniku na stopnišču. Danes se pa drugače peljeva v to mesto 2 uri stran, greva v Ikeo in še v par drugih trgovin, da bova kupila luči, pa še par drugih malenkosti.
včerajšnjem so potem uspešno kupila večino lučino, ene par nam jih še manjka, ampak glavnino sva dobila. Tako da včeraj sem se jaz potem lotil pragov, to se pravi med hodnikom in spalnico in pa med hodnikom in kuhno, kjer sva stare pragove ven zbila in je bilo treba zdaj iz teh tal, kjer sva jih v kuhni in v dnevni polagala, iz teh istih desk narediti nov prag. Tako da zdaj malo lep zgleda, pa tudi, da se nivoji malo lepše ujamejo. Tako da danes se bo pa lotila zdaj brušenja teh novih tal, sicer to ne bo tako hudo opravilo, kot je bilo v spalnici, ker v spalnici so bile res zvite one letvice in bilo je treba lak dol spraviti. Tukaj so pa ravne in pač čist slepe, ampak je treba iti samo na hitro s tem brusnim čez, da se malo pore odprejo, zato da potem lahko povoskava tla in upava, da bo šlo lepo, hitro pa da bo zadovoljna s končnim rezultatom. Precej slabe volje, zato ker sva včeraj še enkrat povoskala tla in danes, ko sva prišla, sva opazila, da so totalno šekasta in niti malo lepa. Tako da sem bila kar obupana in klicala v trgovino, kaj je fora oziroma kaj lahko narediva, da bi to popravila. In potem, ja, oni so potem klicali proizvajalca tega voska oziroma mešanca voska in olja je in so nama predlagali, oziroma prvo so ugotovili, kaj je najbrž bilo narobe. Midva sva uporabila dva različna voska, prvič enega in drugič drugega. To nama je bilo priporočeno. Prvič uporabiti enega, ki ima tak pigment noter, zaradi tega, da les ne bo preveč temnel, kar je pač midva nočeva, da temni. Drugič pa potem sva šla s transparentnim, ki pa da tak malo bolj kontrast oziroma malo živahen videz lesu. V glavnem, in priporočali so nama, da naj drugič res zelo tanek sloj naneseva in da najboljš, da naneseva z valjčkom in potem tla pobriševa. In ti proizvajalci so danes rekli, da je bil to problem, to brisanje, da če je spodaj vosek, ki ima pigment, gor pa transparenten, da lahko z brisanjem v bistvu dvigneš tega s pigmentom in da je zaradi tega zdaj vse šekast. Tako da ja, midva sva naredila prav, ampak so nama
drugačno svetovali. Tako da so nam zdaj rekli, da naj prideva nazaj v trgovino in da naj pridejo po neko olje, da se bomo lahko zastonj njihovo mašino za nanašanje tega olja sposodila, pa tudi ceneje nam bojo dali to olje. V bistvu je namenjeno, da ko po par letih hočeš malo obnoviti tla, da to olje naneseš in lahko naneseš zelo tanek sloj. In zato priporočajo, da boš za to olje kakor vosek, ker če bi še enkrat povoskala, bi bilo to čisto preveč debelo že in se lahko potem začne lupati. Tako da, ja, zdaj bomo probala malo, kako se reče, posendati. Ja, pobrusati z zelo finim papirjem. Ja, in potem to olje nanesti in upava, da bo boljše. Ja, sploh smo razočarani, zato ker so včeraj res dolgo delala do 10, da so vinil zaključila, oziroma laminat v hodniku, ker so pričakovali, da bo bolj to zaključen in ta tla bi naj tudi bila danes že suha in fertik v kuhinji, tako da bi lahko začela kuhinjo sestavljati. Tako da zdaj se nam pa to najmanj za en dan zavlekali in res upava, da bo to zdaj delovali in da bo ok, ker drugače bo mogla spet ta veliko mašino za brušenje tal vzeti in pobrusati vse in še enkrat od začetka voskati, kar bo pa trajalo bolj kar precej dni in nimava ne volje, ne energije se s tem ukvarjati, tako da res upava, da bo šlo. Midva lahko z veseljem poveva, da so včeraj potem uspešno rešila tla, res so ful zadovoljna in s tlemi, kako so zdaj izpadla, zdaj so res to, kar sva si želela in tudi ful so se oddahnila, da ni treba jih še enkrat brusati in da so se dala rešiti, ker s tistim res se ne bi želela ukvarjati še enkrat, no, tako da so res ful navdušena zdaj. Ja, točno takšna sta, kakor sva hotela, tako da, ja, ful dober. Sploh so pa tudi navdušena, da se dela končno približujejo koncu, da sva končala tudi tla v hodniku, kar moram še povedati, da sva izbrala nek Bio-Nil, pač to je nek special laminat. V bistvu Švedi ful dajo laminat, sploh ne toliko vinilko, ker imajo veliko raj les in laminat je pač vsem bolj večinoma iz lesa. Tako da so nama priporočali, da ne vzameva tega, ki je nekaj čisto novega, da je odporen na 100 ur vode, če stoji gor in da je dejansko pač kot vinil zelo odporen na praske in da je super izbira za hodnike, dejansko ga lahko tudi zunaj polagaš. Ja, na praske lahko že potrdiva, da je zelo odporen, ker ko sem polagala, sem jaz enkrat po nesreči, ko sem mogel desko orang stisniti od stene, sem s Spicerjem imel stisko in je spodletel. In sem s Spicerjem po celi dolžini potegnil in se nič ne pozna, tako da na praske je definitivno odporen. Na vodo bomo pa videli, mogo bi biti in tudi spoji so malo boljši kot pri vinilu, tako da so dejansko tudi spoji, če sta v redu spojeni deski, naj bi 100 ur voda držala gor in naj ne bi pronicala noter. In tudi to lani sva v njih še vinil polagala in se je že nauč videli, da oni spoji niso toliko trdni, kakor tle, ker res orang klikne in se res skupaj držite in sta na isti višini in tudi lep zgleda, no, ne samo, da je bolj praktično na koncu, kar se vode tiče. Ja, tudi lep zgleda, sam izgled, kako zgleda kakor les, pač ful bolj tak detajlen je kakor vinil, tako da sem zelo zadovoljna. Lepa imitacija in se nam zdi, da je tudi v redu kontrast med sicer belim hodnikom pa z malo temnejšimi tlemi. Ja, tako da v glavnem zdaj se res približujemo koncu, manjkajo zaključne letve, še kar nekaj detajlov, no, ampak ja, zdaj lahko počasi začnejo sestavljati pohištvo in sva zelo navdušena, da smo končno na tej stopni. Ja, tako da v naslednjem vlogu pohištvo. Se vidimo. Dio.